Že tukaj Valentin. Govoril bom o okuženosti besedišča, o čustveni okuženosti besed. Kaj to pomeni? Besede so nosilci informacij. Besede imajo svoj pomen, so simbol, ki so definirane v slovarjih. Pomen slovenskih besed si lahko preberemo v slovarju slovenskega knjižnega jezika. In v slovarju zraven nobene besede ne piše, ta beseda je dobra, ali ta beseda je slaba, ali ta beseda je grda, ali lepa, ali pozitivna, ali negativna. So torej definicije besed, ki so realne, ki so univerzalne, in so določene definicije, ki so čustveni predsodki. Problem pri naši vzgoji, pri učenju definicij besed oziroma pomena besed je to, da se kot otroci učimo od staršev in da svoje starše sprašujemo, kaj je to, kaj je ono. Starši nam povedo, nam razložijo pomen določene besede v skladu z njihovim razumevanjem. In to razumevanje je lahko natančno, popolno in usklajeno z standardno slovarsko definicijo neke besede. Lahko pa starši ne vedo točno, kaj določena beseda pomeni. Lahko imajo drugačno svojo predstavo o pomenu besede. Še bolj škodljivo je pa to, če imajo do določene besede vzpostavljen nek čustveni polarni predsodek. Torej, da se jim zdi, da je neka beseda grda ali lepa ali pozitivna ali negativna. In to definicijo niti ni potrebno, da prinesejo na svoje otroke v smislu razlage, da rečejo, ta beseda je pa grda. Otroci ta njihov čustveni predsodek zaznajo enostavno preko vibracije v njihovi razlagi, v njihovi besedi. Kajti besede so zvok, ki lahko prenaša nek pomen na nevtralen način, lahko pa za svojim zvokom, za svojimi besedami hkrati v tonu te besede tudi prenesemo na druge nek svoj pozitivni ali negativni čustveni predsodek. Otroci so zelo občutljivi za te čustvene energije v besedah in jih seveda potem tudi prevzamejo. Na ta način pride čustvena okužba besed iz starše na otroke. In kaj je posledica tega, da otrok absorbira nek čustveni predsodek, nek nerealen polarni predsodek neke besede? Ko bo otrok to besedo slišal nekje ali jo prebral, se bo v njem sprožila čustvena reakcija. Reagiral bo za pozitivnim ali negativnim čustvom. Za čustvom vzhičenja, veselja ali za čustvom jeze, sovraštva in zavračanja.
Ta čustvena reakcija pa je tisto, kar potem otroka prevzame, obsede, zaslepi in ga paralizira. V šoli se potem otrok težko uči, zato ker mu te čustvene energije vzamejo pozornost in ne more spremljati učnega načrta. Te učne težave se pojavljajo v obliki legastenije oziroma disleksije, diskalkulije, disgrafije in pa tudi v obliki vedenjskih težav oziroma čustvenih težav, kot so ADD, ADHD oziroma hiperaktivnost, impulzivnost, motnje pozornosti. Vse to izvira iz teh čustvenih okužb besed. Ko besede niso integrirane na nek kvaliteten, popoln in nevtralen način, ampak postanejo energetske mine, in zato, ko komuniciramo za neko osebo, je kot bi hodil po minskem polju. Nikoli ne veš, kdaj boš rekel kakšno besedo in bo potem ta oseba čustveno eksplodirala, se razjezila in nas začela obtoževati, da smo mi tisti, ki smo odgovorni za njeno čustveno reakcijo, namesto da bi se ta oseba zavedala, da so te čustvene reakcije posledice čustvene okuženosti njenega besedišča. Kako se to čustveno okuženost prepreči? Za ta namen smo v Slovenijo pripeljali inovativno učno tehnologijo, ki se imenuje TechnoTutor in zagotavlja otrokom starosti že od 2 let naprej, da integrirajo besedišče na čustveno nevtralen in kvaliteten način. Da se naučijo resničnih definicij besed na osnovi standardnih slovarjev, in to bo omogočilo vzgojo nove generacije otrok, ki bodo čustveno stabilni, zdravorazumski in ki se bodo lahko med seboj pogovarjali in resnično popolnoma dobro razumeli. Če vas zanima kaj več o tej učni tehnologiji, se lahko obrnete na naš inštitut Mali genij iz Maribora in si še več pogledate o tej učni tehnologiji, ki se imenuje TechnoTutor. Povezave do naše spletne strani in do opisa tega produkta pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za pozornost in nasvidenje!